Uravnotežena prehrana je tak zelo moderen izraz. Predtem smo mogoče bolj pogosto uporabljali termin oziroma izraz zdrava prehrana. Vendar zdrava prehrana je lahko za mene nekaj popolnoma drugega kot za vas, zato raje imenujemo to kot uravnotežena prehrana. Torej v primeru, če imamo celiakijo, če imam jaz celiakijo, ne smem uživati glutena, torej moram izločiti vse glutenske izdelke iz mojega prehranskega krožnika. Nekdo, ki celiakije nima, lahko gluten vključi v svoj krožnik in je prav tako za njega to uravnotežena prehrana. Uravnotežena prehrana pravzaprav pomeni, da imamo na našem krožniku čim več različnih pestrih živil, po možnosti lokalna, sezonska, da ne zaprisegamo samo na eno skupino živil, naprimer, da ne bi bili samo odvisni od ogljikovih hidratov ali pa da ne bi bili odvisni samo, od zelenjave ali pa samo od mesa, ampak da poskušamo naš krožnik uravnotežiti. Torej, načeloma po nekih pravilih uravnotežene prehrane naj bi bilo pri glavnih obrokih na našem krožniku polovico zelenjave, potem četrtino ogljikovih hidratov in četrtino beljakovin. In te beljakovine lahko prihajajo iz živil živalskega izvora in iz živil rastlinskega izvora. Ne smemo pa na koncu tudi pozabiti na kakšen kanček olja, rastlinskega olja, s katerim pravzaprav obogatimo naš obrok tako z omega 6 kot tudi z omega 3 maščobnimi kislinami. Seveda se z našim odraščanjem tudi potrebe po hranilih pravzaprav spreminjajo. Če imamo v mislih otroka v vrtcu ali v osnovni šoli ali mogoče v dijaškem domu, nenazadnje tudi študenta, so njegove potrebe bistveno višje kot na primer pri starostniku ali pri nekom, ki je na primer že odrasla oseba. Zakaj? Zato, ker otrok v tej fazi odrašča. Torej, ker odrašča, so njegove potrebe po beljakovinah, po kalciju na primer, po drugih mikro- in makrohranilih seveda logično povečane. Ko otrok doseže svojo biološko starost, kar jo nekje doseže pri 21. do 25. letu, takrat se tudi naše potrebe po hranilih počasi upočasnijo. In če mi še vedno enako količino hrane uživamo, seveda to mi vidimo na sami sebi kot pridobivanje maščobne mase. Torej, postajamo vedno bolj čezmerno hranjeni oziroma lahko celo debeli. Zato je potrebno pri odraslem nekako uravnotežiti in zmanjšati količino živil, vendar še vedno v podobnem razmerju, kot smo rekli prej. Polovico zelenjave na krožniku, četrtino ogljikovih hidratov in četrtino beljakovin, samo količinsko so lahko porcije nekoliko manjše. Otroci potrebujejo nekje 5 do 6 obrokov dnevno, prav tako potrebujejo 5 do 6 obrokov dnevno, na primer nosečnice in prav tako doječe mame. V odraslem obdobju ne potrebujemo več 5 do 6 obrokov dnevno, ampak so priporočila sledeča, in sicer 3 do 6 obrokov dnevno. Pri starejših osebah nad 65 let zaradi upočasnjenega metabolizma in slabše absorpcije hranil iz naših prebavil, torej slabše absorpcije beljakovin, slabše absorpcije kalcija, vitaminov in mineralov, se ponovno svetuje, da vpeljemo 5 do 6 obrokov dnevno. V primeru pa, na primer, da imamo pred seboj sladkornega bolnika, seveda tudi ta sladkorni bolnik potrebuje 6, mogoče celo 7 obrok za uravnavanje sladkorja tekom dneva. Prehranska dopolnila načeloma, če skrbimo za neko uravnoteženo prehrano, niti niso potrebna z določenimi izjemami. Naprimer, v Sloveniji se nahajamo v takem geografskem prostoru, da v jesensko-zimskih mesecih nimamo dovolj sončnih žarkov UVB dolžine, torej UVB dolžina sončnih žarkov pomaga v naši koži, da pride do endogene sinteze vitamina D. Torej, nekje od meseca septembra do meseca maja se svetuje uživanje prehranskega dopolnila z vitaminom D. Potem za nosečnice se svetuje, predvsem v prvi tretjini nosečnosti in tudi pred načrtovano zanositvijo, uporabljati folno kislino.
V primeru, da nosečnica ali doječa mama ne uživa rib, se svetuje tudi uživanje omega-3 maščobnih kislin ribjega izvora. Vkolikor imamo nosečnico, doječo mamo ali katerekoli drugo osebo, ki je na primer veganski prehrani, se poleg omega-3 maščobnih kislin, v tem primeru glavnega vira iz alg, svetuje tudi uživanje vitamina B12. V primeru, da smo starejši nad 65 let, se poleg vitamina D svetuje tudi dodatno količino naprimer beljakovin, pa niti ni potrebno v obliki prehranskih dopolnil, ampak samo poskrbimo za to, da imamo kakšen zrezek ali pa kakšno jajce na teden več na našem krožniku, potrebno je pa tudi poskrbeti za ustrezen vnos vitaminov iz skupine B kompleksa. Ostalih prehranskih dopolnil, torej čudežnih tabletk, dejansko ne obstajajo. Potrebno je tukaj opozoriti na tem mestu, da prehransko dopolnilo, kljub temu, da izgleda kot tableta, kot kapljica, kot razpršek, to ni zdravilo. To je potrebno poudariti, da to ni zdravilo in da ne smemo primerjati in imeti občutek, da bo prehransko dopolnilo zdravilo nas, ker nas ne zdravi, nas samo prehransko dopolnjuje. Prehranska dopolnila so sicer zanimiva, se je pa potrebno vedno posvetovati s kliničnim dietetikom, farmacevtom ali zdravnikom, ali neko prehransko dopolnilo dejansko mi potrebujemo ali ne.